Od zapletov v Evropskem parlamentu pa k zapletom v domačem parlamentu. Potem, ko je Ljudmila Novak prejšnji teden na Twitterju javno kritizirala premierja Marjana Šarca, ker ne bo nagovoril Evropskega parlamenta, ga je o razlogih za svojo odločitev poprašala še na ponedeljkovi seji Državnega zbora. Dajmo reči, da Šarc tisti dan ni bil lih najboljš volje. Hvala, gospa Novak, za to vaše vprašanje. Seveda vam verjamem, da je dobro namerno ravno toliko, kot verjamem, da je zemlja ploščata, ampak pustiva to. Na ponedeljkovi seji smo izvedeli nekaj novega o premierju Šarcu, tega tudi jaz nisem vedel, in to je, da ni član društva Ravna zemlja. Zdaj čakamo samo še, da se izjasni glede članstva v društvu antivakserjev in društvu ljubiteljev chemtrailsov. Je pa Šarec podal tudi jasen odgovor, zakaj se je odločil spustiti priložnost za nagovor Evropskega parlamenta. The last but not the least, gospa Ljudmila, je pa to, da je 12. marca govoril moj slovaški kolega, parlament je bil prazen. Naš premier Šarc je pač diplomirani igralec, ki je vajen nastopati za polne dvorane, ne pa za hišnika pa snažilko. On bi pred Evropskim parlamentom nastopil samo v primeru, če lahko razproda dvorano svojo novo predstavo Moški so z Marsa, ženske so babe. Marjan Šarec je na to evropske poslance, ki so ga javno kritizirali, obtožil nabiranje političnih točk na njegov račun, ampak treba je razumeti, da se naši evroposlanci ta mesec počutijo dvojno ponižene. Najprej njihov premijer noče imeti govora, potem pa še Jelinčič Jurija vzame po glavu. Kdo ne bi bil jezen? Da je Šarčev dan postal še slabši, pa je poskrbel poslanec Levice Miha Kordiš, ki se je o sporazumu Levice s koalicijo najprej hvalil na Facebooku, nato pa še pred samim premierjem. Predsedujoči, zdaj vsak, ki je odprl sporazum o sodelovanju med Levico in koalicijo, bo zelo težko zanikal, da smo se dobro izpogajali. Malo s korenčkom, malo s palico. Ja, ker simbol Levice ne sme biti srp in kladivo, so se odločili za palco in korenček. In z njim dovolj užalili premierja Šarca, da jim ta ni želel odgovoriti ustno, ampak na drugačen način. Zato mi dovolite, da tokrat ne odgovorim na to vprašanje, ampak vam ga bom poslal pisno, če se strinjate. Ker tudi vi pisno kaj napišete, sicer bolj javno. Šarec je torej odločil, da bo Kordišu raje odgovoril pisno prek Facebook Messengerja. Tam je najprej napisal, da je vse v redu in se pozanimal, a sta še frenda. Poga je vprašal, če ga mogoče zanima ena super poslovna priložnost, v kateri najdeš 3 poslance, ki ti dajo vsak po Jurija. Tako. To je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!